Dobro jutro vsem, dobrodošli na našem današnjem seminarju. Jaz sem Renata Karba, prihajam iz nevladne organizacije Umanotera in s kolegico Snežano Simič iz Zavoda Znanje Postojna vam bova predstavili izračun ogljičnega odtisa zaradi prevozov turistov na primeru destinacije Postojna. Pri izvedbi seminarja naju bosta podpirali kolegici Nika Tavčar in Gaja Brecelj. Če se vam bodo med predstavitvijo porodila kakšne vprašanja, jih lahko že med predstavitvijo sproti vpisujete v chat. Samo trenutek, malo imam težave. In jih bomo naslovili čisto na koncu. Zdaj pa, če začnem z kratkim uvodom o sodelovanju med Umanotero in občino Postojna oziroma Zavodom Znanje Postojna. Ta ima zdaj že kar dolgo brado, sedaj ga predvsem na področju podnebnih sprememb izvajamo v okviru LIFE projekta Care for Climate. Njegov namen je spodbujati učinkovitejše izvajanje ključnih ukrepov na blaženja podnebnih sprememb v Sloveniji do leta 2030. Nika, če te lahko prosim, da me unhostaš, ker me motijo te stalna sporočila. Hvala lepa. Odnos med podnebjem in turizmom je dvosmeren. Podnebne spremembe vplivajo na turizem, povišanje temperatur in vse pogostejši ekstremni vremenski dogodki povsod po svetu že vplivajo na konkurenčnost destinacij in povzročajo pomembne spremembe turističnih tokov. Po drugi strani pa turizem z emisijami toplogrednih plinov povzroča podnebne spremembe. Največji delež emisij pri tem povzročajo prevozi turistov. Kot je pokazala študija Svetovne turistične organizacije, prevozi turistov, pri katerih izgorevajo fosilna goriva, na svetovni ravni povzročijo kar 3/4 s turizmom povezanih emisij. Preostali delež emisij sektorja pa nastane zaradi porabe energije v turističnih nastanitvah in pri različnih turističnih aktivnostih. Zato je smiselno, da se, ko razmišljamo o zmanjšanju vpliva destinacij na podnebne spremembe, v prvi vrsti osredotočimo na ukrepe na področju mobilnosti oziroma prevozov turistov. Ogljični odtis pa je tisto orodje, ki nam omogoči prepoznati, kateri so največji viri emisij in kje so torej naši najmočnejši vzvodi ukrepanja. Ogljični odtis prevozov je seštevek emisij toplogrednih plinov, ki nastanejo pri prevozih, ki jih poganjajo fosilni energenti. Bencin, dizel, letalsko gorivo in elektrika proizvedena iz fosilnih virov. Ogljični odtis, iz katerega je razvidno, kateri so največji povzročitelji emisij, naciji omogoča precizno načrtovanje ukrepov na področju trajnostne mobilnosti in spremljanje učinkovitosti teh ukrepov. Ogljični odtis se običajno računa za eno leto in je izražen v gramih, kilogramih ali tonah ogljikovega dioksida. Če upoštevamo še druge toplogredne pline in ne samo CO2, ogljični odtis izrazimo v gramih, kilogramih ali tonah ekvivalenta CO2. Ogljični odtisi destinacij se lahko močno razlikujejo, pač glede na strukturo turistov. Destinacije, ki jih obišče velik delež turistov iz oddaljenih krajev, ki pripotujejo z avtom ali letalom, imajo večji ogljični odtis od destinacij, v katere turisti pridejo iz bližnjih krajev, po možnosti z javnim potniškim prometom.
Na sliki je prikazana povprečna količina emisij toplogrednih plinov na potnika na kilometer, ki nastane pri prevozih z različnimi prevoznimi sredstvi. Vidimo, da vsak z bencinskim ali dizelskim avtom prevoženi kilometer povzroči 4-krat več emisij kot kilometer prevoza z javnim potniškim prometom. Vsak kilometer letalskega prevoza pa celo 4 do 6-krat več. Emisije, ki jih povzročijo potniški kilometer letalskega prevoza, se razlikujejo glede na dolžino relacije in razred potovanja. Večje so za krajše relacije in za višji, na primer, biznis razred. Na drugi strani pa imamo kolesarjenje in pešačenje. Pri tem ne nastajajo emisije toplogrednih plinov in sta zato skladno s pravili ogljičnega računovodstva ogljično nevtralna. Spodbujanje trajnostne mobilnosti se glede na to v prvi vrsti osredotoča na spodbujanje pešačenja, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa. Zdaj pa torej poglejmo, kako izračunamo ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov. Ta je enak vsoti emisij, ki nastanejo pri prihodih turistov v destinacijo z različnimi prevoznimi sredstvi, ter emisij, ki nastanejo pri prevozih turistov med bivanjem v destinaciji, ki jih opravijo bodisi z lastnimi prevoznimi sredstvi ali z javnim potniškim prevozom. Ogljični odtis skratka sestavljamo kot en puzzle, pri čemer so posamezni puzzli, prevozi z letalom, transferji med letališči in destinacijo, prihodi domačih turistov, prihodi tujih turistov v destinacijo z avtom, prihodi z vlakom, prihodi z avtobusom, prevozi med bivanjem v destinaciji, potniški prevozi med bivanjem, prevozi z javnim potniškim prevozom med bivanjem v destinaciji. Skratka, sestavimo to sestavljanko in dobimo skupni ogljični odtis. Pri izračunu ogljičnega odtisa si pomagamo s tako imenovanimi faktorji pretvorbe oziroma emisijskimi faktorji. Vemo, na primer, da ko izgori 1 liter dizelskega goriva, nastane 2,67 kilogramov emisij ogljikovega dioksida. 2,67 kilogramov CO2 na liter je emisijski faktor, s katerim pomnožimo količino porabljenega goriva, da dobimo ogljični odtis prevozov z dizelskimi vozili, izražen v kilogramih CO2. Emisijske faktorje v Sloveniji letno objavljata Agencija za okolje, za tekoča in plinasta goriva in Institut Jožef Stefan za elektriko. Ko računamo ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov, nam je podatek o porabi energentov zelo redko na voljo. Zato se moramo znajti drugače. Če imamo podatke o prevoženih razdaljah z različnimi prevoznimi sredstvi, uporabimo drugo vrsto faktorjev pretvorbe, s katerimi razdalje prevozov pretvorimo v količino emisij oziroma izračunamo ogljični odtis. Te faktorje pretvorbe najdemo na primer v spletnem kalkulatorju Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja. V realni situaciji, ko računamo ogljični od destinacije, pogosto nimamo niti točnih podatkov o prevoženih razdaljah. Tako, na primer, ne vemo, iz katerih krajev so prišli turisti v destinacijo. V takem primeru moramo v naš izračun vnesti določene predpostavke oziroma se poslužiti poenostavitev.
V našem izračunu za destinacijo Postojna smo tako za tuje turiste privzeli, da so prišli iz glavnih mest svojih držav. Za domače turiste pa smo privzeli, da vsi kraji v Sloveniji kot obiskovalce Postojne generirajo enak delež prebivalcev in smo s tem prišli do povprečne razdalje med krajem bivanja domačega turista in Postojno, ki je znašala 84 kilometrov. Letalski prevozi so pa še posebna zgodba. Pri njihovem ogljičnem odtisu je poleg razdalje potrebno upoštevati še emisije, ki nastajajo med poletanjem in pristajanjem in razred, na primer economy ali business. Zato se za izračun emisij zaradi letalskih prevozov poslužujemo spletnih kalkulatorjev, kjer kot vhodne podatke vstavljamo relacije oziroma konkretna letališča in razred prevozov. Največkrat tudi o tem nimamo natančnih podatkov, zato lahko v naš izračun na primer vgradimo predpostavko, da so turisti prileteli z letališč v glavnih mestih njihovih držav in da so potovali v ekonomskem razredu. Mi smo pri izračunu ogljičnega odtisa za destinacijo Postojna uporabili spletni kalkulator Atmosfer, ki ima transparentno objavljeno metodologijo in nad katerim bdi nemško ministrstvo za okolje. Iz zadnjih nekaj slajdov vidimo, da sam izračun ogljičnega odtisa ni kakšna visoka znanost. Kar pa je zahtevno pri določanju ogljičnega odtisa destinacije, pa je zbiranje podatkov o dejansko opravljenih prevozih turistov. Pri tem moramo poiskati odgovore na vrsto vprašanj. Koliko turistov je prišlo v destinacijo? Od kod so prišli? S katerimi prevoznimi sredstvi so pripotovali v destinacijo? Tisti, ki so prišli z lastnim prevoznim sredstvom, koliko so se vozili med bivanjem v destinaciji? Kakšni in koliko prevozov turističnega javnega potniškega prometa po destinaciji je bilo opravljenih? Zbiranje teh podatkov je kar veliko delo. In nekateri podatki tudi niso na voljo in se moramo dodatno potruditi, da pridemo do kar najboljših ocen. Da izvemo, kako smo se dokopali do potrebnih podatkov za destinacijo Postojna, na tem mestu zdaj predajam besedo Snežani Simič. Izvoli, Sneža. Hvala. Tako, izhodiščne podatke, ki smo jih potrebovali za izračun ogljičnega odtisa, smo v prvem delu pridobili iz baze Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer podatke o prihodih domačih turistov ter prihodih tujih turistov, vključno s podatki o državah, iz katerih prihajajo. Pri tem smo upoštevali definicijo turista, torej osebe, ki v destinaciji prenoči vsaj eno noč. Naprej. V bazi, ki jo verjamem dobro poznate, v podatkovnih poljih lahko izbirate leto in mesec, občino, za katero podatke pridobivate, ali gre za domače oziroma tuje turiste, specifično po državah, iz katerih prihajajo, ter tip meritve, torej prihodi turistov oziroma prenočitve. V nadaljevanju imate potem tudi možnost izbora načina prikaza podatkov in tukaj v tem delu moram reči, da ni bilo nobenih posebnosti. Naprej. V drugem delu zbiranja podatkov pa nas je zanimalo, kako pridejo turisti v destinacijo. Glede podatkov o prevoznih sredstvih pa nimamo tako kakovostnega vira podatkov, iz katerih lahko izhajamo, in gre za ocene, ki smo jih pridobili s pomočjo vprašalnika od naših lokalnih turističnih ponudnikov, iz turistično-informativnih centrov ter destinacijske organizacije RRA Zeleni Kras. Predhodno smo pripravili kar se da enostaven vprašalnik, ga razposlali po naših adremah, kanalih, in izkazalo se je, da
pridobivanje podatkov bo zahtevalo več osebnega pristopa. Namreč zelo malo izpolnjenih vprašalnikov smo dobili nazaj po elektronski poti, zato kot omenjeno, smo se odločili pristopiti osebno. Nekaj je bilo telefonskih izpolnjevanj anketnega, torej vprašalnika, in pa velika večina kar konkretno na terenu. Ta oblika je sicer bolj časovno zahtevna, vendar pa smo ob tem imeli priložnost pojasniti ponudnikom naša prizadevanja, da bi izračunali ogljični odtis in pa obenem predlagali tudi načine, kako lahko sami pripomoremo k zmanjšanju torej le-tega. Naprej. Ločeno smo spraševali o prihodih domačih turistov, ki prihajajo v destinacijo s posameznimi prevoznimi sredstvi, in pridobljeni podatki kažejo, da je velika večina prišla z osebnimi avtomobili, kar 86%, in z javnim prometom, torej z vlakom, avtobusom zgolj 3%, nekaj malega več je z motorjem. Naprej, prosim. Tako, pri zbiranju podatkov o prihodih tujih turistov pa je bilo nekaj več dela. Torej, že na začetku smo države, iz katerih prihajajo gostje, smiselno razdelili v skupine. Gre torej na primer za sosednje države, pa je Srednja Evropa, Zahodna Evropa in tako dalje, vse do Azije, Afrike. To so bile skupine, znotraj katerih turisti prihajajo na podoben način. In tudi pri prevozih vrstah prevozov je več skupin kot pri domačih, in sicer na račun prihodov z letalom. Tu smo celo dodali 3 kombinacije, torej letalo z vlakom, letalo v kombinaciji z avtobusom in letalo v kombinaciji z avtomobilom. V primeru, da prihajajo z letalom, smo v nadaljevanju želeli vedeti tudi, s katerega letališča. Naj na tem mestu povem, da je možna ena poenostavitev. Namreč v našem primeru se je izkazalo, da ni večjih odstopanj v izračunu, če upoštevamo za vse letalske prihode, na primer letališče Brnik oziroma isto razdaljo. Za izračun so bile upoštevane razdalje, torej med glavnimi mesti držav in Postojno oziroma bližnjimi letališči. Razdalje za avtomobilske, železniške in avtobusne prihode tujih turistov privzamemo med glavnim mestom države prihoda in pa samo destinacijo. Pri izračunu emisij zaradi avtomobilskih prihodov upoštevamo torej tudi povprečno zasedenost avtomobilov na delovni in pa nedelovni dan za prevoze v prostem času. Za destinacije, od koder turisti prihajajo, na primer z avtomobilom in motorjem, izberemo razmerje 95% z avtomobilom in 5% z motorjem. Tu sta primer, na primer, Nemčija, Francija. Za destinacije, od koder turisti prihajajo pa z avtom in avtobusom, pa izberemo razmerje 50% z avtom in 50% z avtobusom. Na primer, taki sta Bosna in Hercegovina ali Romunija. Naprej bom prosila. V nadaljevanju nas je zanimalo tudi, katere druge znamenitosti poleg Postojnske jame in Predjamskega gradu v destinaciji gostje obiščejo. Nekaj možnosti, torej Planinsko polje, Rakovška ocean, Cerkniško jezero ali širše, mogoče Piran, Bled, Soča, pa Škocjanske jame, Velika planina, Kranjska gora. In na podlagi odgovorov in ocen razdalj do teh znamenitosti smo v izračunu upoštevali, da domači turisti opravijo še dodatnih 40 kilometrov, medtem ko tuji do 100 kilometrov. Naprej, prosim. Za izračun smo pa potrebovali tudi podatke javnega potniškega prometa, ki smo jih pridobili od organizatorja občine Postojna, ki je v poletnih mesecih organizirala shuttle bus, torej v poletnih mesecih 2021, na razdalji Postojnska jama, Predjamski grad.
Dobili smo podatke o opravljenih razdaljah in povprečni porabi goriva. Renata? Hvala lepa, Snežana. Iz vsega, kar sva doslej povedali, vidimo, da določitev ogljičnega odtisa destinacije ni čisto mačji kašelj in zahteva tvorno sodelovanje deležnikov v destinaciji. Ves ta napor ima smisel samo, če ga dejansko uporabimo kot orodje za načrtovanje trajnostne mobilnosti oziroma za načrtovanje in spremljanje učinkovitosti ukrepov za zmanjšanje emisij. Za destinacijo Postojna smo se torej lotili tega podviga za leto 2021. Poglejmo, kaj so pokazali rezultati. Še predtem pa zdaj na enem mestu poglejmo izhodiščne podatke, s katerimi smo operirali. Postojna je ena vodilnih slovenskih destinacij. Leta 2021 jo je po podatkih Statističnega urada obiskalo več kot 45.000 turistov. Je tudi zelo mednarodna destinacija. Tuji turisti so predstavljali več kot 3/4 obiskovalcev. Skoraj 1/5 turistov je prišla v destinacijo iz sosednjih držav. To so torej statistični podatki. Potem pa sledijo ocene, do katerih smo prišli s pomočjo turističnih deležnikov v destinaciji in se tičejo uporabljenih prevoznih sredstev in razdalje prevozov med bivanjem v destinaciji. Domači turisti v destinacijo večinoma pripotujejo z avtom, manjši delež z motorjem in javnim potniškim prevozom. Med bivanjem v destinaciji domači turisti z lastnimi prevoznimi sredstvi prevozijo povprečno 40 kilometrov, tuji pa 100 kilometrov. Tudi večina tujih turistov pripotuje v destinacijo Postojna z avtom, okrog 7% pa jih prileti na bližnja letališča. Z avtobusom in vlakom jih pripotuje zgolj nekaj odstotkov. Izhodiščna podatka sta še ocena povprečne razdalje prevozov domačih turistov do destinacije in pa realen podatek o porabi goriva za prevoze shuttle avtobusov v destinaciji. Ko smo zložili puzzle vseh tipov prevozov, smo prišli do rezultata, da so prevozi turistov destinacije Postojna v letu 2021 povzročili dobrih 11.500 ton emisij CO2. Ta številka nam sama po sebi ne pove prav veliko. Zanimiva postane šele, ko jo malo razseciramo. Vidimo, da daleč največji delež emisij, dobrih 11.000 ton, povzročijo prihodi tujih turistov v destinacijo. Na tem mestu je zdaj treba poudariti, da ta rezultat kaže ogljični odtis, kot da so turisti na svojem potovanju prišli samo v Postojno. Za veliko večino, predvsem tujih turistov, to ne drži in je obisk Postojne samo ena od destinacij, ki jih obiščejo na potovanju. Tako, na primer, veliko turistov obišče Postojno na poti na obalo. Če si zamislimo turista, ki se pripelje iz Nemčije in se za eno noč ustavi v Postojni, potem pa nadaljuje pot v Portorož, bi bilo treba emisije, ki nastanejo zaradi prevoza iz Nemčije do slovenskih destinacij, razdeliti med Postojno in Portorož. Žal tudi tega podatka, v katere druge destinacije potujejo turisti v okviru svojega potovanja v destinacijah, nimamo. V primeru Postojne o tem nismo hoteli špekulirati in predstavljamo ogljični odtis destinacije s tem izhodiščem. Skratka, kot da so turisti prišli samo v Postojno. Ne glede na to poenostavitev, in tudi če bi emisije porazdelili med več destinacij, bi bili prihodi turistov v destinacijo še vedno daleč največji vir emisij. Če bi jih, na primer, porazdelili med 5 destinacij,
bi še vedno znašale za velikostni razred več kot druga največja postavka, ki so prevozi tujih turistov po destinaciji. Na drugem koncu spektra vidimo, da so šatl prevozi v destinaciji povzročili le tisočinko vseh emisij. Kaj še nam pove izračun? Pove nam, da je povprečni turist destinacije Postojna v letu 2021 s svojimi prevozi povzročil 254 kilogramov ali 0,25 tone emisij CO2. Emisije na turista so zaradi krajših razdalj seveda veliko manjše za povprečnega domačega turista in turista iz sosednjih držav. Če bi destinacija želela zmanjšati ogljični odtis zaradi prevozov turistov, bi si torej morala prizadevati za čim več turistov, ki pridejo od blizu, domačih turistov in turistov iz bližnjih držav. Poglejmo še razporeditev emisij turistov v destinaciji Postojna po prevoznih sredstvih. Letalski prevozi kot ogljično najintenzivnejši način potovanja so bili vir več kot polovice vseh emisij zaradi prevozov turistov, čeprav je v letu 2021 delež turistov iz oddaljenih držav, od koder značilno prihajajo z letalom, v destinaciji Postojna znašal samo 7%. Skoraj celo drugo polovico so zasedli prevozi z avtom. V Postojno je v letu 2021 kljub temu, da ima železniško in avtobusno povezavo, skoraj 90% turistov prišlo z avtom. Prevozi z avtobusom, vlakom in šatlom predstavljajo skupaj le slab odstotek ogljičnega odtisa destinacije. Destinacija ima, in najbrž to lahko rečemo za večino destinacij, velike možnosti za zmanjšanje ogljičnega odtisa s spodbujanjem turistov, da pripotujejo v destinacijo z javnim potniškim prevozom. Če smo realni, vsi vemo, da javni potniški prevoz v Sloveniji ni nobena perla in da ga je potrebno na ravni države hitro in močno izboljšati. Vseeno pa bi lahko bolje izkoristili to, kar imamo, in privabili več turistov, da pridejo k nam brez avta. Da pa bi se turisti odločili za prihod v destinacijo z javnim potniškim prevozom, je ključno, da jim zagotovimo, da se bodo kljub temu, da ne bodo imeli lastnega prevoznega sredstva, lahko gibali v sami destinaciji, da bodo lahko na udoben način prišli do znamenitosti v destinaciji, da bodo lahko prišli do gostinskih lokalov in drugih atrakcij. Tako da kljub temu, da prevozi po destinaciji ne povzročijo velikega dela emisij, je ponudba trajnostne mobilnosti v destinaciji ključna za zmanjšanje njenega skupnega ogljičnega odtisa. Če se postavim v čevlje turista, pa bi si poleg same ponudbe trajnostne mobilnosti želela tudi dobrih, celovitih in dostopnih informacij. Na primer o voznih redih javnega potniškega prevoza, o šatl prevozih, o možnostih izposoje koles in drugih vozil, o pešpoteh in kolesarskih stezah, o razdaljah, težavnostnih stopnjah in tako naprej. Če zaključim, Slovenija se zelo uspešno promovira kot zelena, trajnostnemu turizmu zavezana turistična destinacija. S to svojo podobo tudi privablja turiste, ki po eni strani pričakujejo trajnostno ponudbo, po drugi strani pa tudi sami želijo prispevati k zmanjšanju okoljskega odtisa turizma. Ogljični odtis je pri tem orodje za načrtovanje ukrepov za zmanjšanje vpliva turizma na podnebne spremembe, hkrati pa je lahko tudi učinkovit način komuniciranja dosežkov na tem področju.
To je bila najna hitra predstavitev, kako in zakaj računamo ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov. Zdaj pa prehajamo na delavniški del in prosim Niko, da prekine snemanje.